Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes vas bom popeljala v posebno zimsko zgodbo o prijaznosti, ljubezni in pravem prijateljstvu. Spoznali bomo deklico, ki je nekega mrzlega zimskega dne v snegu našla ranjeno žival. A njena srčnost in skrb sta žival vrnili v življenje. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zimski pravljici z naslovom Anika. Božič je bil pred vrati in vso noč je snežilo. Anika se je veselila snega, ki se je lesketal od neštetih snežink, bleščečih kot diamanti. Zrak je bil hladen in oster. Daleč naokrog ni bilo slišati drugega kot prasketanje snega pod njenimi škornji. Sneg je prekril strehe hiš in dreves. Skozi tišino zimskega dne je Anika zaslišala otožno gaganje. Prihajalo je iz skladovnice drv, zloženih tik ob robu ceste. Ko se je približala, je zagledala ranjenega in prezeblega račka. Ubogi raček, je rekla. Zelo te mora zebsti, ko v tem mrazu nimaš toplega plašča. Pridi. Previdno je vzela račka izpod skladovnice drv. Kako suh si! Zagotovo moraš biti zelo lačen, je rekla Anika in ga ogrnila s plaščem. Zdaj ti bo topleje, je rekla. Vzela te bom domov in skrbela zate. Raček, ki je šklepetal od mraza, se ni upiral. Doma je Anika poiskala škatlo. Od znotraj jo je obložila slamo in račku pripravila toplo gnezdo. Imeti bo srečko, je rekla Anika in škatlo postavila pod božično smreko. Potem je stekla v kuhinjo in v posodo natočila vodo ter mu jo prinesla. Nato mu je nadrobila še kos kruha in ga z zadovoljstvom opazovala. Končno je prišel Božič, ki se ga je Anika že dolgo veselila. Hišo je napolnjevala glasba in goreče sveče. Na obisk sta prišla dedek in babica. Mama je v kuhinji pripravljala slastno božično večerjo, Anika pa je bratrancu Niku pokazala srečka, ki je z njeno pomočjo zelo hitro okreval. Srečko ni bil vajen tolikšnega hrupa, a ker je bila Anika vedno v bližini, se kmalu ni več bal. Ko je bila večerja pripravljena, so posedli za božično mizo. Jedli so in se pogovarjali. Srečko je kar naprej stegoval vrat k Aniki in se od nje vedno znova izprosil kakšen košček ribe. A Božič je hitro minil in Srečko je skoraj okreval. Medtem sta z Aniko postala dobra prijatelja. Nenehno je bil za petami. Anika mu je pripovedovala zgodbe, on pa jo je poslušal. Skupaj sta jedla in skupaj sta se odpravljala k počitku. Čas je, da Srečku dovoliš oditi, je Aniki nekega dne rekla mama. Race potrebujejo svobodo. Mislim, da Srečko še ni popolnoma zdrav, je rekla Anika, ki se ni hotela posloviti od svojega prijatelja. Tam zunaj bi se lahko izgubil, ali pa bi ga pojedla lisica. Ali ne bi še malo ostal pri nas? Dobro, se je vdala mama. Samo še nekaj dni. Potem ga bova odpeljali k jezeru in ga izpustili.
Ko je minilo teh nekaj dni, so se odpravili k jezeru. Srečko je sedel v košari, pokrit z mehko brisačo. Na bregu jezera ga je mama vzela iz košare in Anika ga je še zadnjič pobožala po perju. Z Bogom, Srečko, mu je rekla s tresočim glasom. Upam, da te bo spremljala sreča. In Srečko je odracal v vodo ter odplaval. Te noči Anika ni mogla spati. Obračala se je v posteli in neprestano mislila na Srečka. Bo našel hrano? Kaj, če bo od mraza poginil? Bo našel koga, da se bo igral z njim? Jo je skrbelo. Zjutraj se je Anika zbudila zelo zgodaj. Skozi okno je pogledala proti jezeru. Morda bo ugledala Srečka. Toda namesto njega je v snegu zagledala sveže račje stopinje. Mami, mami, je vznemirjeno klicala Anika. Srečko se je vrnil, pridi, greva ven. Skupaj sta se odpravili okoli hiše, kjer je bilo vse polno račjih stopinj. Srečko se je vrnil in poskušal priti v hišo, je bila prepričana Anika. Vidiš, je bila vznemirjena. Morali bi ga obdržati. Race ne sodijo v hišo, je mirno rekla mama. Vidim pa, da sta postala prava prijatelja. Potem sta sledili račjim stopinjam vse do jezera. Šele ko sta se mu povsem približali, sta v vodi zagledali Srečka. Toda ni bil sam. Ob sebi je imel prijateljico. Ko je zagledal Aniko, je veselo zaprhutal s perutmi, potem pa je svojo račjo prijateljico poletel v nebo. Poslovica je prišel od tebe, je z nasmeškom rekla njena mama. Anika je samo prikimala in Srečku pomahala v slovo. Zdaj, ko ni bil več sam, tudi ni več skrbelo zanj. A še dolgo je ostala na rečnem bregu in gledala za njim. Bravo, Anika, kako si skrbna. In verjamem, da je bilo Aniki težko, a pomembno je spoštovati želje tistih, ki jih imamo radi, in jim pustiti biti to, kar so. Prava ljubezen ne zadržuje, ampak osvobaja. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zimsko obarvani pravljici z naslovom Ježkov dom, ko pride zima, v kateri boste prav tako spoznali Ježka, ki je bil v tako hladnih zimskih dneh v velikih skrbeh za gozdne živali. Zelo prijetna pravljica, vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in če le lahko, tudi sami priskočite na pomoč živali v tem hudem mrazu. Prijeten zimski pozdravček prav vsem, ki uživate v pravljičnih vsebinah mojega knjižnega kotička. Hvala vam. Pošiljam vam en račji pozdravček. Bravo, Anika, je pa res prijazno. Ti si pa tudi našel svojo prijateljico, ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji edinstveni pravljici bomo spoznali čudovite snežinke popolnih oblik, ki v zimskem času tako rade plešejo po nebu in ustvarjajo čarobno puhasto odejo. A nekega dne pride do pomote in snežinke niso več popolnih oblik. Kaj pa sedaj? Bodo otroci še vedno veseli drugačnih, nepopolnih snežink? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Snežinke z napako. Visoko,
Skoraj previsoko na nebu, da bi lahko videl, je kakor ladja na morju jadrala ledena palača. In tam oblaki ustvarjajo snežinke, ki padajo z neba. Mljask, mljask, mljask. Se sliši, ko valjar stiska oblake. Pok, pok, pok. Se sliši vsakič, ko stroj vanje odtisne snežinke. Hočem, da so vse popolne, ukaže snežna kraljica. Če katera ne bo, je ne sme nihče videti. Mlada princeska Eli pa se vsak dan igra in lovi s svojimi prijatelji. Zabava se, ko s pticami jezdi nevihtne oblake ali se spušča po mavričnem oboku. Nekega jutra, ko je bila kraljica dogovorjena s slikarjem, da bi nebo pobarval modro, jo je poklicala k sebi. Danes boš ti pazila na stroj. Vse snežinke morajo biti popolne. Tokrat si ti kraljica. Nasvidenje, je zaklicala Eli. Potem je stekla ven, da bi poiskala ptice, s katerimi bi se igrala skrivalnice. Toda nenadoma je sonce izginilo. Palačo je prekril hladen in siv oblak. Sneg, se je spomnila Eli. Narediti moram sneg, toda nikjer ni nikogar. Kaj naj naredim? Ojoj, danes sem jaz kraljica. Stroj za snežinke bom nastavila na dvojno hitrost. Mljask, je valjar stisnil oblak. Pok, je stroj odtisnil snežinko. Tresk, je počilo vzmet. Grozno, grozno. Stroj se je pokvaril in ustavil. Eli se je hitro povzpela na stolp. Pod seboj je zagledala žalosten prizor. Kjer naj bi bilo belo, je bilo še vedno zeleno. Nikjer nobenih snežakov. Otroci so bili razočarani. Ne morejo se sankati ali delati sneženih kep. Brez snežink ni zabavno. Uboga Eli je še nekaj časa strmela navzdol, potem pa je nenadoma poskočila od veselja. Saj jih lahko naredim sama. Razrezala bom nekaj oblakov. Seveda bodo snežinke drugačne, toda dokler bo snežilo, tega ne bo nihče opazil. Škrt, 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 so rezale njene škarje. Joj, tedne bo trajalo, da mi bo uspelo. Ptice so kljuvale in s kljunom obrezovale snežinke, ki so bile kmalu nared. Nekatere so bile velike, druge majhne. Popolne so, je bila navdušena Eli. Raztresimo jih. In bregovi so postali beli, kakor zaledenele žemljice. Otroci so snežinke lovili z nosovi in jeziki. Strehe hiš so se spremenile v bele rjuhe, na ulicah in na dovozih pa so ponosno stali snežaki. Potem se je vrnila kraljica. V rokah je držala snežinke. Ne razumem, je rekla. Vsaka je drugačna. Oprosti, je rekla Eli. Naredila sem napako. Pokvarila sem stroj, zato sem snežinke izdelovala ročno. Res je vsaka drugačna, a to ni nikomur mar. Vsi jih imajo radi takšne, kakršne so. Kraljica je od zgoraj ujela prizor, ki se je ponujal spodaj. Vsaka snežinka je na svoj način nekaj posebnega, vendar skupaj ustvarjajo čudovit prizor, je rekla. Potem je ponosno objela Eli. Pametno si ravnala. Tvoje snežinke so mi zelo všeč in to je najboljše sneženje doslej. Visoko, skoraj previsoko na nebu, da bi lahko videl, je kot ladja na morju jadrala ledena palača. In tam sta snežna kraljica in princesa Eli skupaj izdelovali snežinke,
ki sta jih ob hladnem zimskem vremenu raztrosili z neba. Ja, zares čudovita in edinstvena pravljica za sneženo obarvane dni. Tudi napake ter težave so del življenja, ne samo življenja snežink, ampak tudi naših življenj. In pri reševanju težav lahko z ustvarjalnostjo doživimo nove, drugačne rešitve, ki nas izpopolnjujejo. Res zelo poučna zimska pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Barnabus, žvirca z napako, v kateri boste spoznali žvirco, ki ni bila popolna, a skozi navdihujočo zgodbo Barnabus dokaže, da nič ni nemogoče. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte v zasneženih zimskih dneh in ne pozabite, da je prav vsakdo izmed nas nekaj posebnega in skupaj ustvarjamo čudoviti svet. Pošiljam vam snežni pozdravček. Čau, čau. Bravo. Nihče ni popoln. Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji, seveda zimsko obarvani pravljici, bomo spoznali prikupnega krtka, ki se je ves čas čuden nad snežno pokrajino odpravil na pravo pustolovščino. Le kaj vse je doživel med raziskovanjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Diamant v snegu. Pri moji kartini, je vzkliknil krtek, ko je nekega dne priril iz zemlje. Kaj pa je to? Bilo je sredi zime in gozdnato pokrajino je prekrila debela snežna odeja. Krtek ni še nikoli videl snega. Zaradi njega je bila pokrajina videti neznana in čudovita. Zapustil je svojo kartino in se podal raziskovati. Vse okrog je vladala tišina, kot bi bila vsa pokrajina začarana. Krtek se ni mogel načuditi, očaran od vsega. Potem pa je nenadoma začutil, da drsi po strmem zasneženem pobočju. O! Je stokal, ko se je s svojimi tačkami poskušal ustaviti. Ui! Je vzklikal, ko je brzel po strmini navzdol. Uf! Je zajavkal, ko je treščil ob drevesno deblo. Krtek se je pobral in presenečen zajel sapo. Nekaj gladkega in bleščečega je štrlelo iz snega tik ob njem. Bil je prepričan, da tega še trenutek pred tem ni bilo tam. To je zagotovo čarovnija, je pomislil Krtek. Videti je kot diamant. Moram ga vzeti s seboj domov, se je odločil. Krtek je nesel diamant po strmem bregu navzgor. Bilo je naporno. Diamant je postajal moker in spolzek, zato ga je bilo težko držati. Presneto, je rekel Krtek, ko mu je spodrsnilo in je diamant kar izstrelilo iz njegovih tačk. To je pa tako, kot da bi mi hotel pobegniti, je Krtek sopel, ko je lovil diamant po strmini. Morda pa je čaroben diamant, je pomislil. Kako je sopihal, ko je končno dosegal vrh brega. Vroče mu je bilo in bil je zelo utrujen. Hitel je ves nestrpen, da bi bil čim prej doma. Zdaj je bil prepričan, da je diamant res čaroben.
se je v njegovih tačkah spreminjal obliko. Bil je že skoraj na cilju, ko je spoznal, da v njegovih tačkah ni ničesar več. Diamant je izginil, tik pred njegovimi očmi. Tisti trenutek je mimo njegovih ušes privršala snežna kepa. Takoj za njo pa so prišli jež, veverica in zajec. Pozdravljen, Krtek, ga je živahno ogovoril jež. Ali se boš kepal z nami? Ga je povabila veverica. Toda Krtek je bil še vedno nesrečen, saj so bile njegove tačke prazne. Kaj pa se ti je zgodilo, Krtek? Ga je vprašal zajec. Krtek jim je povedal vse o čarobnem diamantu. Kako se je kar pojavil od nikoder, spreminjal obliko in hotel pobegniti, ter kako je končno izginil tik pred njegovimi očmi. Naj je Krtek svojo dogodivščino opisoval še tako prepričljivo, prijatelji mu niso verjeli. Vsi skupaj so se vrnili k drevesu, kjer je Krtek diamant prvič zagledal. Tukaj sem ga našel, jim je razlagal Krtek in kazal v sneg pred seboj. Zajec, jež in veverica pa so se smejali. Poglej, je rekel zajec in operil tačke v veje. Krtek je nezaupljivo dvignil pogled in takrat jih je zagledal. Na drevesu je bilo na stotine diamantov. Veseli so prav z vsake veje. To so ledene sveče, je pojasnila veverica. To je samo zamrznjena voda, je nadaljeval jež. Tista ledena sveča, ki si jo ti našel, se je stopila v tvojih tačkah, je razložil zajec. Torej ni bila čarobna, je bil žalosten Krtek. Ne čisto zares, mu je prijazno odgovoril zajec. Štirje prijatelji so se podali v breg. Ko so dosegli vrh, se je Krtek še zadnjič bežno ozrl proti drevesu, polnemu ledenih sveč. Samo za trenutek se ustavite, je rekel ves vznemirjen. Poglejte! Sonce je zahajalo čez zasneženo gozdnato pokrajino in svoje zadnje žarke poslalo med veje drevesa, tako da se je prav vsaka ledena sveča svetlikala v zlati svetlobi. To je bil najveličastnejši trenutek, kar jih je doživel kdorkoli od njih. Krtek, zajec, jež in veverica so strmeli v drevo, začarani in prevzeti, dokler ni zamrl zadnji sončni žarek. To je bilo čudovito, je olajšano vzdihnil zajec, ko se je spet podal na svojo pot proti gozdu. Res krasno, se je strinjal jež. Pravlično, je dodala veverica. No, ste videli? Je smeji rekel Krtek ponosno. Saj sem vam rekel, da so čarobne. Ejoj, kako prikupen je bil tale Krtek, prav res. Tako pozitivno naravnan, navdušen nad zimsko pokrajino ter očaran nad ledeno svečo. In poglejte to drevo. Kako čudovito je moralo res izgledati ob sončnem zahodu. Ja, pravlično in čarobno, tako kot so ugotovile živali. In ja, stvari so v življenju res čarobne. Le videti jih je potrebno in verjeti vanje, predvsem pa verjeti vase. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še mnogim zimskim pravljicam, ki so kot nalašč za hladne zimske dni. In ne pozabite, če imate željo slišati vašo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljejo elektronsko sporočilo na naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Res se veselim prebiranja vaših sporočil. Uživajte, lepo se imejte in ne pozabite na svoje sanje. Naj bodo čim bolj čarobne. Čau, čau! Ja. Res lepo, ne, kadar verjamemo v kakšne stvari.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupno mamutko, ki si želi zrasti ter postati tako velika kot ostali mamuti. In njen očka je pripravil čudovito presenečenje. Le kakšno? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Prav tako kot ti. Pikolo je bila najmanjša, najbolj puhasta mamutka v čredi. Sladka kot med, je rekla mama. Sijoča kot najsvetlejša zvezda, se je nasmehnil očka in nežno sta jo objela. Pikolo se je kmalu začela čuditi, kako velik je svet. Wow, je dahnila, ko je njihova čreda potovala po prostranih zaledenelih planjavah in mimo visokih ledenih gora. Kadar je divjalo neurje in je jezno grmenje odmevalo od gora, se je skrila v zavetje med očka in mamo. Z mano si varna, ljubica, je šepnil očka in jo stisnil k sebi. Toda Pikolo se je vseeno bala. Tako majhna sem, svet pa je tako zelo velik, si je mislila. Le kdaj bom zrasla, da bom velika kot sta očka in mama. Očka je bil Pikolin junak. Najvišje drevesa je podrl, da je lahko grizljala sočne poganjke. Oral je skozi snežne zamete, da se je imela kje igrati. Celo snežinke je posrkal z rivcem in jih nato puhnil ven, da so se okrog nje usule hladne, lesketajoče se iskrice. Ko pa je Pikolo poskusila podreti drevo, je listje na njem komaj da zašumelo. Ko je poskušala razbiti snežni zamet, so jo morali reševati. In vdihovanje snežink se je vedno enako končalo. Čih! Ti mi vedno polepšaš dan, malčica, se je zasmejal očka in ji razmršil kožušček. Ampak jaz nočem biti majhna, je posmrkala Pikolo. Rada bi bila velika in močna kot ti. Saj boš nekega dne, mogoče boš še večja od mene, je rekel očka. Ampak za zdaj sva tu mama in jaz, da skrbiva zate. Pikolo je žalostno zavzdihnila. Nekega dne se je očka nečesa domislil. Nekaj posebnega bi ti rad pokazal, ampak je daleč, se je nasmehnil. Misliš, da si že dovolj velika za dolgo pot, da bi šla samo midva? Pikolo je zacvilila od veselja. Pustolovščina! Naslednje jutro sta mami pomahala v slovo in se odpravila proti goram. Pohiti no, očka, je klicala Pikolo. Potrudi se in ne zaostajaj. Sonce se je povzpelo visoko na nebo. Pikolo pa je tekala in skakljala po očkovih velikih stopinjah. A čez čas se je utrudila in njen korak je postajal vse počasnejši. Vse počasnejši in počasnejši. Naj te dvignem, ljubica, se je zasmejal očka in z rivcev dvignil Pikolo k sebi. Nočem se še vrniti, naprej bi rada šla, je cvilila Pikolo. Kaj pa tista posebna stvar? Saj še ne greva domov, se je nasmehnil očka. Samo poglej, kako daleč si že prišla. Daleč nazaj proti obzorju se je vila dolga sled stopinj. Zelo sem ponosen nate, je rekel očka. To je zelo dolga pot za tako majhno mamutko. Pikolo kar ni mogla verjeti, kako daleč so jo pripeljali njeni drobni koraki. Očka je gazil naprej, dokler ni nizko ležeče sonce rožnato obarvalo snega.
Pred njima se je takrat prikazalo velikansko drevo, brez listov in čisto samo. Prispela sva, je šepnil očka. Pikolo je bila zmedena. Če pa si rekel, da greva pogledat nekaj posebnega, je rekla. Očka je po rivcu spustil Pikolo na tla. Poglej bolj od blizu, je rekel. Na deblu so bile v skorjo zarisane črte in vijuge. Vsako znamenje označuje enega mamuta, je pojasnil očka. Glej, tukaj sem jaz. Moja mama me je postavila k deblu in me izmerila, ko sem bil tvojih let. Ampak še manjši si bil od mene, se je začudila Pikolo in z rivcem pobožala črto. Očka je vzel paličico in naredil črto tik nad Pikolino glavo. Vsako leto se bova vrnila k temu drevesu in videla boš, da boš vsakič malo večja, je rekel. In vsako leto boš ti, očka, videl, da si še vedno ogromen, se je zahihitala Pikolo in stopila na prste, da je zanj naredila novo znamenje. Zdaj pa pojdiva in povejva mami, kako sva se imela, je rekel očka in se obrnil proti vetru. Sneg se mu je vrtinčil okrog nog in odpravila sta se na dolgo pot domov. Rada te imam, očka, je zazehala Pikolo in se stisnila v njegovo mehko dlako. Nekega dne bom velika in močna, prav tako, kakor ti. Ja, še res je. Čudovita zimska pravljica, kaj ne? Ganljiva pravljica o starševski ljubezni. Tudi sama sem kot otrok sanjarila včasih, ko bom starejša. A kaj? Ko se skoraj vse zgodi ob svojem času. In danes takšnih želja nimam več. No ja, morda že malenkost razmišljam o tem, kako bi bilo fino, če bi se vse skupaj odvijalo malce počasneje in ne tako hitro. Zato pa moramo uživati v skupnih trenutkih, skupnih dogodivščinah, ki nam bodo ostale v najlepšem spominu. Tako kot je mamutki Pikolo ostala dogodivščina z njenim očkom zagotovo v globokem spominu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim zimskim pravljicam, ki čakajo na vas. Vabljeni k poslušanju. Zimski pozdravček prav vsem. Čau, čau. No, kako sta lušna. Da pa res prava dogodivščina, ne? Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokrat bomo ponovno spoznali jazbeca, ki pa je lačen in prezebel. In v hladni zimski noči mu na pomoč priskočijo prijazne gozdne živali. Le katere živali so lahko tako prijazne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Na hladno zimsko noč. Bila je globoka, temačna zima. Siloviti snežni viharji so se dneve in dneve vrtinčili po gozdu in živali so čisto premrle in sestradane ždele v svojih brlogih. Nocoj pa se je pokrajina nenadoma ovila v tišino in nebo se je zjasnilo. Lisjak je pokukal iz zasnežene votline. Iz teme pa se je izvila samotna postava. Jazbec, ki se je v mesečini srebrno lesketal. Pozdravljen,
je ljubeznivo dejal jazbec. V želodcu mi kruli. Mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Lisjak se je namrščil. Hrane je imel komaj zase. Toda jazbec ga je tako dobrotljivo gledal in lisjak si ni mogel kaj, da mu ne bi pomagal. Počakaj, je odvrnil lisjak. Hvala, se je jazbec hvaležno nasmehnil ter vzel peščico jagod, ki mu jih je ponudil lisjak. Potem pa je sklonjeno glavo, ki jo je bičal rezki veter, odgazil dalje v sneg. Oster mraz in lakota tudi miški nista dali spati. Sukala in premetavala se je po ležišču, ko je zaslišala odmev korakov. Ježeš, ježeš, je zavzdihnila. Le kdo se sredi noči potika zunaj? Pozdravljena, je milo rekla srebrna postava. V želodcu mi kruli. Mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Saj nič nimam, je zagodrnjala miš. Hrane ni nikjer za dobiti. Razumem, je prikimal jazbec in se obrnil. Miška je poslušala, kako je težko škripanje jazbečevih stopinj počasi zamrlo. Zdel se je silno prijazen in ljubezniv. Ona pa ga je kar odgnala. Čakaj, se je zapodila za njim. V bližini prebiva zajklja, mogoče lahko ona kaj pomaga. In tako sta se miška in jazbec družno prebijala proti zajkljenemu domku. Veter pa jo je bičal. Snežinke so se vrtinčile okoli njiju. A miška se je navkljub zlovešči temi počutila varno ob jazbecu, ki so se mu tople oči lesketale kot dve žareči zvezdi. Zajkli pa ni bilo prav, da sta jo predramila. Še manj pa je bilo do tega, da bi s komorkoli delila skromno prgišče jagod, ki si jih je prihranila. Vem, da je pozna ura, zajklja, toda jazbecu sem rekla, da bi ti mogoče lahko pomagala, je šepnila miška. Vas premrl in sestradanje, jaz pa tudi. No, če je tako, pa zlezite noter k meni, je odvrnila zajklja. Skupaj so pozobali njene poslednje jagode. In zajklja je obujala spomine na mnogo prijaznejše dni. Na tiste srečne dni, ki sta jih z miško prebili skupaj in si delili vse. O, kako se je tožilo po njih. Prav kmalu se jima je jazbec zahvalil in odšel. In tedaj se jima je brlog zazdel še bolj mrzel in noč še bolj temna. Ubogi jazbec, zunaj mraz reže do kosti, je zavzdihnila miška in pomolila smrček v ledeno, hladno temo. Upam, da mu ne bo nič hudega, je zaskrbljeno pristavila zajklja. Tedaj pa sta zagledali temačno postavo, ki se jima je počasi približevala. Lisjak je vzkliknila miška. Kaj pa ti tukaj? Ga je pobarala zajklja. Jazbeca iščem, je pojasnil lisjak. Ves oslabel in sestradan je bil. Miška in zajklja sta prikimali. Tudi njo je skrbelo zanj. Mislim, da bi ga morali poiskati, je rekla miška. V lesketajoči se snežni odeji so se jazbečeve sledi svetile kot srebrni tolmunčki. Snežni metež pa je huškal čedalje močneje, ko so trije prijatelji gazili po jazbečevih stopinjah vse globlje in globlje v gozd. Poglejta, je naposled pokazal lisjak. Pri drevesnih koreninah je spal jazbec, kožuh pa mu je pokrivala ledena skorja. Ves je premrl, je šepnila miška. Revček. Pomagati mu moramo, je vzkliknil lisjak. Čisto vtihceno, da ga ne bi predramili,
sta Miška in Zajklja znosili na kup mehak mah in listja, s katerim sta mu postlali. Lisjak pa mu je v sneg skopal zavetje. In potem so se v prijetnem in toplem snežinem brlogcu tesno privili drug drugemu. Veter je zavijal in snežinke so se usipale z neba, oni pa so spali tako sladko, kot še nikoli. Toda zjutraj Jazbeca ni bilo nikjer. Prijatelji so se ozrli naokoli in zagledali srebrne sledi, ki so se izgubljale v dalji. Kdo ve, kam Jazbeca zdaj vodi pot, je dejal Lisjak. In ali se bo še kdaj vrnil? Tisti hip pa je Miška vsaj iz sebe zavrisknila. Poglejta! Vsi trije so osuplo strmeli. Kako čudovito darilo, je šepnil Lisjak. To je čudež, je zašepetala Miška in tedaj je opazila še sporočilce. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Od Jazbeca je vzkliknila Zajklja. Saj smo vedeli, da je nekaj posebnega. Nenadoma je sonce predrlo oblake in tisočere snežinke so se zaiskrile. Prav tako svetlo, kot so se lesketale Jazbečeve dobrotljive oči. Ja, čudovita pravljica. Pravljica o prijaznosti, pomoči ter prijateljstvu. Živali so res začutile Jazbečevo stisko in mu priskočile na pomoč po svojih najboljših močeh. Moram pa priznati, da me je zelo ganilo tudi Jazbečevo sporočilo. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Ja, pa še kako resnične so te besede. Se jih velja zapomniti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Božič tečnega Jazbeca, v kateri boste spoznali prav tako prijaznega, a malce drugačnega Jazbeca, ki je bil precej tečen in to ravno na božični dan. Ampak naj vam prišepnem, na koncu je Jazbec le spoznal, da je Božič čudovit čas za druženje ter praznovanje. Otroci, uživajte in ne pozabite na Jazbečevo sporočilo. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, zares čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se bomo družili snežaki, ki so se nekega dne odpravili na zimsko pustolovščino. Zelo zanimivo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sneženi možje in izginuli nosovi. Neke noči je močno snežilo. Na strehah, drevesih in avtomobilih je bilo polno snega. Ulice in ceste so postale neprevozne. Ljudje so zjutraj hiteli odmetavati sneg s cest in ulic. Toda nič ni pomagalo. Tako veliko ga je bilo. Zato so mnogi ostali doma. Tistega dne je pouk potekal nadaljavo. Kakor hitro se je končal, so razposajeni otroci stekli ven. Uživali so na mokrem snegu, kepali so se, gradili utrdbe in igluje ter izdelovali snežake. In tako so zvečer na dvorišču neke hiše stali kar 4 sneženi možje. Ko so ljudje zaspali,
se je eden od snežakov prebudil. Razgledal se je naokoli, odprl dežnik in glasno vzkliknil. Ho, 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 zima je spet tu. Hej, fantje, zbudite se. Še en snežak se je prebudil. Pretegnil se je, z nogo vtipal sneg in rekel: Zima, česa ne poveš? A smo se mogoče že kdaj rodili poleti? Glej no, čajnik imam na glavi. Bi kdo rad malo ledenega čaja? Tudi tretji se je zganil. Popravil si je vedro na glavi in rekel: Poglejte tale drobižek. Snega, da se ti zmeša, on pa tako majcen. Prava snežna kepica. Temu, ki ga je napravil, se je najbrž res mudilo. Iztegnil je metlo in z njo nežno dregnil najmanjšega snežaka. Žgečka me, kako me žgečka, je v smehu zacvilil malček. Pogledal je svoje brate in žalostno zavzdihnil. Res je bil zelo majhen. Kam so izginili otroci, ki so nas naredili? Je vprašal malček. Da jih ni odpihnil veter ali zametal sneg? Da jih niso pojedle sestradane mačke? Se je spraševal snežak s čajnikom na glavi. Neumnost. Otroci so zdaj doma. Vidite? Okna so razsvetljena, je pojasnil snežak z metuljčkom in dežnikom. Doma? Kaj pa počnejo doma? Je še naprej spraševal malček. Toda nihče od snežakov ni vedel, kaj naj bi otroci počeli doma. Sneženi možje praviloma niso preveč radovedni. Ponavadi se bojijo višine. Ampak ne tile. Tile so sklenili, da bodo malce povohljali. Hej, mali, povej, kaj vidiš? Je vprašal snežak, ki je stal čisto spodaj. Vidim otroke, ki strmijo v majhno škatlo. Kaj pa je v tej mali škatli? Ta škatla prikazuje majhne človečke, ki se z dolgimi deskami na nogah spuščajo s hriba. Športno tekmovanje je na sporedu, je pojasnil snežak s čajnikom, potem ko je s kotičkom očesa pokukal skozi okno. Kako hitro drvijo! Ne morem več, kihnil bom, jih je opozoril snežak z metuljčkom. Ači! Medtem ko so prekopicnjeni snežaki pobirali stvari raztresene po dvorišču, je malček ves čas spraševal. Kaj je to športno tekmovanje? To je igra, pri kateri športniki tekmujejo, kdo je hitrejši ali močnejši, je pojasnil snežak z metuljčkom. In to jim je všeč. Morda pa bi bilo všeč tudi nam, je glasno razmišljal malček. Ne. Sneženi možje nismo športniki in se ne spuščamo po hribu navzdol, je strogo izjavil snežak z metlo, s katero je ometal sneg okoli okna. Snežakov šport ne zanima in se le redko spuščajo po hribu navzdol. Ampak tile so bili iz drugačnega testa ali bolje rečeno snega. Na koncu dvorišča so zagledali odklenjeno drvarnico. V njej je družina hranila veliko zanimivih reči. Ko so otroci zjutraj zagledali snežake, ki so jih naredili prejšnji dan, so bili zelo presenečeni. Snežaki so bili videti strašansko utrujeni. Kmalu je na dvorišče priletela vrana. Pristala je na ramenih največjega snežaka in se previdno ozrla naokoli. Ko je videla, da nihče ne gleda, ga je kljunila v oko. Je zavpil snežak in se zgrabil za oko, ki mu ga je vrana poskušala iztakniti. O, ti nespodobnica, je zavpil tisti, ki je stal v bližini. Z dežnikom je tako močno dregnil vrano, da je odpadlo nekaj perja. Na silnico je podil po vsem dvorišču. Presneto, nobenega miru, se je vrnil jezen in ves prepoten. Zgrudil se je na sneg in rekel: počivati moram. Dobra ideja,
se je strinjal malček. In vsi so popadali na tla, da bi se odpočili. Ko so se debelušci po dolgem in sladkem spancu zbudili, je imel malček zanje pripravljenih že nekaj novih vprašanj. Vsi otroci se zjutraj odpeljejo v mesto. Kaj počnejo tam? Otroci gredo v šolo, potem pa na Snežak s čajnikom se nikakor ni mogel spomniti prave besede. Krožke. Otroci obiskujejo krožke. Vsi odrasli pa hodijo v službo, je potrpežljivo pojasnjeval Snežak z metuljčkom in dežnikom. O, kako zanimivo! Verjetno je to prav tako zabavno kot spuščanje po hribu navzdol, je bil navdušen malček. Kaj, če bi še mi kam odpotovali? Si zmešan. Sneženi možje nismo popotniki in ne potujemo po svetu, je strogo rekel Snežak z metlo. Sneženi možje res niso popotniki, ampak tile so bili iz drugačnega testa ali, bolje rečeno, snega. Sklenili so, da se bodo sprehodili. Ko se je stemnilo in so se ulice izpraznile, so jo mahnili v mesto. Po izletu v mesto so bili sneženi možje tako utrujeni, da so proti jutru trdno zaspali. Ko pa so se zbudili... Kot vidim, si včeraj izgubil korenček, je eden od Snežakov odregnil svojega prijatelja. Ti pa nisi nič boljši, tudi ti si ostal brez nosu. Kako čuden si videti, se je smejal Snežak z dežnikom. Veliki Snežak si je z glave snil vedro, ga podrgnil ob strani in se zazoral v lastno podobo. Božec, res ni imel več nosu. Le najmanjšemu Snežaku je ostal nosek, toda bil je na pol odgriznjen. Presneti kradljivec nosov, da bi te sneženi plaz zasul, je rohnil Snežak s čajnikom. Spet ta vrana, pri priči jo bomo našli in ujeli. Izpulimo ji kljun, je z metlo jezno požugal Snežak. Poglejte, koliko stopinj je tukaj. Vrana očitno ni bila sama. Šli bomo in polovili vse tatove, je bil odločen Snežak s čajnikom. In tako so se vsi podali po sledeh. Sneženi možje niso dobri detektivi, ampak tile so bili preveč jezni, da bi stali križem rok. Meni nič, tebi nič so hodili naprej, dokler niso zagledali dolgih ušes, ki so štrlela izza grma. Ujel sem ga, ujel sem tatu, je zakričal Snežak s čajnikom in iz skrivališča za uhlje potegnil neznanega storilca. Snežaki so torej ujeli tatu, vendar niso vedeli, kaj naj naredijo z njim. Zajec, kje pa je vrana? Nič ne vem, se je branil ujeti zajec. Pokaži zobe, dolgoušec, je strogo rekel Snežak. Zajec ni ugovarjal, odprl je usta. Velikost zob se je ujemala z odtisom na nosu najmanjšega Snežaka. To, kar je za nekoga nos, je za drugega sočen korenček, je pojasnil v zraku viseči zajec. Spusti me, uhlje mi boš raztegnil. Dokler mi ne poveš, kam si spravil moj nos, te ne bom spustil, niti slučajno. Potem me boš držal tukaj do pomladi, dokler se ne boš stalil, je dejal zajec. Hej, ti boš meni privoščil smrt, da bi te snežni plaz, se je razjezil Snežak. Daj nam nosove, pa boš odnesel celo kožo. Ne morem. Vaše korenčke so ponoči pojedli zajčki. Ničesar nimamo za podzob. Ljudje so zaklenili kleti, sneg je prekril rastline in odpadla jabolka. Ničesar ne moremo najti. Ničesar nimate za podzob? Je tiho ponovil Snežak. Potem vam pa res trda prede. Spusti ga, je dejal mali Snežak in ponudil dolgoušcu ostanke svojega nosu.
Tega nosu sploh ne bom pogrešal. Po zimi nič ne cveti in ne diši, zato tudi nimam nobene želje, da bi karkoli vonjal. Steci k svojim otročičkom, je rekel Snežak zajcu, potem ko ga je spustil na tla. Dvignil je čajnik in se popraskal po pleši. Toda zajec ni stekel, le povesil je uhlje in počasi odstopicljal proč. O, kako so se zajci Snežakom nenadoma zasmilili. Tako zelo, da so preiskali vse shrambe sosednjih domov. Nažalost niso nikjer našli ničesar užitnega, niti enega samega gnilega korenčka. Navadni Snežaki bi že zdavnaj obupali in ne bi storili ničesar. Toda tile so bili iz drugačnega testa ali, bolje rečeno, snega. Tile niso hoteli stati križem rok, čeprav so bili brez nosov. Zato so jo spet mahnili v mestece, tokrat iskat hrano za zajce. Na poti so šli mimo nekaj velikih trgovin. V njihovih izložbah se je bohotila zelenjava, zelje, korenje, redkvice in zelena, sočna solata. Sneženi možje bi zajčkom z veseljem kupili kilogram, celo goro korenja. Vendar ga niso mogli, saj niso imeli denarja. Poklapani in utrujeni so se ustavili sredi ulice. Eden od Snežakov se je nepremišljeno naslonil na zabojnik za smeti, ta pa se je prevrnil. Snežak bi se od začudenja skoraj stalil. Iz zabojnika so se usule smeti, po tleh so se zakotalile plastenke in steklenice. Bratci, nečesa sem se domislil, je vzkliknil najmanjši Snežak, medtem ko je brskal po smeteh. Glasno je zažvižgal. Snežaki nimajo denarja in ga ne znajo zaslužiti. Toda tile 4 prebrisanci so bili iz drugačnega testa, ali bolje rečeno snega. Potem, ko je najmanjši Snežak zažvižgal, se je pred njim zbralo veliko lačnih zajcev, ptičic in drugih živalic. Pregledali so vse zabojnike, ki so jih našli. In tako so zbrali veliko praznih plastenk, steklenic in pločevink. Potem, ko so najdene reči odnesli v avtomat za zbiranje stare embalaže, so sneženi možje in zajci iz njega dobili čedno vsoto denarja. Toda kako naj kupijo korenje in zelje? Trgovine so vendar polne ljudi. Zajci so se bali vstopiti vanje. Bali so se tudi Snežaki. Vsi so le zmajevali z glavo in se niso premaknili z mesta. Jaz že ne grem v trgovino. Tam je vroče. Ledeni čaj v čajniku bi se mi preveč segrel, je imel pomisleke veliki Snežak. Nenadoma je naprej stopil najmanjši Snežak. Globoko je vdihnil in glasno rekel: Sneženi možje ponavadi niso zelo pogumni. In tudi zajci ne sodijo med najpogumnejše živali na svetu. Ampak mi smo drugačni. Mi smo pogumni in ničesar nas ni strah. Zato je za nas obisk trgovine in nakupovanje mala malica. No, morda ne čisto mala malica, a ker so bili skupaj, so bili pogumnejši. Po napornem delu se je treba odpočiti in kaj prigrizniti. In tako so se Snežaki skupaj z živalmi poselili v parku, da bi večerjali. Sneženi možje sicer ne jedo zelenjave, toda zajci, poljske miši, ptice in srne jo imajo radi. Nič hudega, če lačni zajci včasih kakšnemu Snežaku odgriznejo nos. Snežaki rade volje zamenjajo korenje s čim drugim. Ni pomembno, kakšen nos imaš. Najpomembnejše je, kakšno imaš srce. Bravo, Snežaki, za pogum ter srčnost. Res se moram strinjati, da je najpomembnejše, da smo dobrega srca. In tele Snežaki so res uživali v tejle zimski dogodivščini. Super! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici
Zima je zajčica, v kateri boste spoznali zajčico, ki se je prav tako podala na zimsko pustolovščino, a se je izgubila. A naj vam prišepnem. Zajčico sta našla njena srčna prijatelja, tako da je bilo vse v najlepšem redu. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite dobrega srca. Pošilja vam en Snežakov pozdravček. Čau, čau. Bravo, Snežaki, ste pa res zabavni. A ti tudi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami nežna zimska pravljica o želvi, ki zime prav nič ne mara. In zakaj ne mara zime? Tako pač je. A kaj se zgodi, ko želva išče miren kotiček za svoj dolgi zimski dremež, pa prav nikjer ne najde prave tišine? Ji pa na koncu le uspelo najti primeren kotiček, kjer bo lahko zaprla oči in se potopila v topel spanec? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Zimski dremež. Želva se je pripravljala na dolgo zimsko spanje. In ravno se je skobacala pod odejo, ko... Čju? Pozdravljena, Želva, je zažvrgolila taščica. Bi se nam rada pridružila pri pevskih vajah? Ne, je zastokala Želva. Rada bi spala. Želve ne maramo zime. Zakaj pa ne? Je zažvrgolila taščica. Tako pač je rekla Želva in vzela svoje stvari, da bi si poiskala mirnejši prostor. Želva je zlezla v svojo novo posteljo. Ravno je hotela zapreti oči, ko... Tap, 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 tap. Hojla, Želva, bi rada izdelovala ledene skulpture z mano? Je vprašal zajec. Ne, je zastokala Želva. Rada bi spala. Želve ne maramo zime. Zakaj pa ne? Je vprašal zajec. Tako pač je rekla Želva in znova pobrala svoje stvari. Želva je gazila po snegu, dokler ni našla novega prostora za spanje. Postlala si je in se znova zavila v odejo. Ravno je hotela zapreti oči, ko... Bum, pof, bum. Hej, Želva, se greš kepat z nami? Je vprašala veverica. Ne, je jezno odgovorila Želva. Rada bi spala. Želve ne maramo zime. Zakaj pa ne? Je vprašala veverica. Tako pač je zastokala Želva. Zakaj bi katera žival po zimi sploh ostala budna? Je zakotrnjala Želva. Bila je utrujena in zeblo jo je. Za nameček pa si je morala poiskati še mirnejši prostor za spanje. Želva je sklenila, da se bo povzpela malce višje. Želva se je znova ugnezdila v svojo novo posteljo. Ravno je hotela zapreti oči, ko... Bom, švis. O ne, je zavpila Želva. Štrbunk. Zima mi gre res na živce, je rekla Želva.
Želva se je povzpela na velik zasnežen hrib. Za majhnim drevesom je našla ravno leseno desko. Prostor je bil kot nalašč za zimsko spanje. Zavila se je v odejo in ravno je hotela zapreti oči, ko šuc! Ko je želva švigala po bregu navzdol, se je kar naprej smehljala. Morda pa zima sploh ni tako slaba, je pomislila. In ko je sanmi odletela visoko v zrak, se je kar naprej hihitala. Morda pa zima ne prinaša samo mraza in snega, je pomislila. Jupi! Med drsanjem po ledu je spoznala, da se je motila. Tisti večer se je želva v družbi svojih prijateljev drsala, vrtela in zabavala pozno v noč. Niti malo ni bila utrujena ali premražena. Morda bi se pa našla tudi kakšna želva, ki je zima celo všeč. Čudovita zimska pravljica. Naša knjižna junakinja je ugotovila, da včasih potrebujemo le nepričakovan trenutek, da na vse skupaj pogledamo drugače. Verjamem, da se je želva imenitno zabavala, a na koncu je najbrž polna zimskih dogodivščin tudi prijetno zaspala. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zimsko obarvani pravljici z naslovom Polh urh. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi želve. Čau, čau. Res simpatična pravljica. Ja.